sem in poznam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti en tak majčkeno drugačen video. Kakor vidite, nimam urejene neki full frizure. Trenutno sem brez make-upa na obrazu in po glasu sodeč sem vstala točno pred slabo urco. In to je v bistvu pa zaradi tega, ker že nekaj časa razmišljam o tem, da bi posnela video zgodba o moji koži na obrazu. Jaz sem dostikrat na svojem kanalu že govorila o tem, da imam oziroma sem imela probleme konkretne z aknami, bolj specifično s hormonskimi aknami, in sem se v bistvu odločila posneti en video na to temo. Se pravi, kako v bistvu se je vse skupaj začelo, kako sem se prej spopadala s tem, kako se zdaj spopadam s tem in hkrati pač moja jutranja oziroma večerna rutina, bom rajš rekla, zaradi tega, ker ponavadi zvečer uporabljam več produktov. Ful časa ste me prosili za ta del oziroma za to rutino, kaj uporabljam na svojem obrazu, od kozmetičnih izdelkov, tako da sem se odločila pač vse skupaj vključiti v ta video. Po moje je najboljš, da začnemo v bistvu pri moji zgodbi, potem na koncu gremo pa na vse te izdelke, zaradi tega, da vam tudi povem, kaj je pač fora, da imam te izdelke, ki jih pač trenutno zelo rada uporabljam. Moja zgodba o koži se začne pač, ko sem bila majhna, nisem imela nobenih problemov, tako vemo, da pač kot otroci imamo vsi večinoma ful lepo kožo, nobenih konkretnih problemov, gladka, normalno, mastna oziroma suha, pač normalna koža. In potem se je začela puberteta, sem imela mičkam bolj, bom rekla, mastno kožo. In potem so se valjda začeli prvi mozolčki, ampak kar je v puberteti dosti normalno. To mene niti ni neki ful skrbel, ker sem pač vedela, da se pojavi samo mogoče tisti en ali pa dva mozolčka pred menstruacijo ali kakorkoli. Načeloma sem imela pa v redu kožo. In potem sem, mislim, da pri 15 pa pol letih šla prvič na kontracepcijske tabletke. Vsi vemo, zakaj, kako to gre, tako da ne bom pač se dotikala tega, kako bi rekla, dela zgodbe, ampak v glavnem šla sem k svojim ginekologinji in pač rekla, da bi rada imela kontracepcijske tabletke, mi jih je dala. Takrat sem imela tabletke Jasminel in ker sem bila dosti mlada, v bistvu nisem posvečala pozornosti temu, ko vsi pravijo, pa mogoče niso te prave tabletke zate, zato ker pač obstaja toliko različnih vrst hormonskih tabletk in tako naprej. Jaz v bistvu nisem posvečala dosti pozornosti tem stranskim učinkom, ki pač v vsakih zdravilih so napisani zraven. In ko zdaj gledam nazaj, tiste tabletke definitivno niso bile pač zame, ker sem imela čisto vse stranske učinke od teh blažjih oziroma bolj pogostih stranskih učinkov možnih, od glavobolov do nihanja razpoloženja, do, ne vem, zastajanja vode v telesu in tako naprej. Ampak valjda jaz sem na takrat pač stara 15 pa pol, 16 let, meni je bilo ful dobro, ker sem si lahko s tabletkami uravnavala, kdaj bom imela menstruacijo in kdaj bom lahko recimo šla na morje, brez da bi mogla za to skrbeti. Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da pač to niso bile tabletke zame. Ampak, kar se pa tiče kože, sem imela takrat spolirano kožo. Res nobenih, kako bi rekla, nobenih nepravilnosti, mozolčkov med menstruacijo, ni da ni. Pač koža je bila tako, kot mora biti. Nisem uporabljala nobene kreme, nobene posebne nege kože oziroma gele za čiščenje, kakorkoli. Pač normalno make-up sem si spucala dol z vatkami pa pač enim make-up removerjem, ki je pač takrat bil doma recimo, in to je bilo to. In potem, če prevrtim mečka naprej, tiste tabletke sem jaz uporabljala ene, kaj bi rekla, od ene 15, 16 leta pa tam do ene 18, 19 recimo. Mislim, da prvi letnik faksa sem se odločila, da grem dol iz tabletk, predvsem zaradi tega, ker sem jih v zadnje pol leta jemala ful neredno oziroma kakšen dan sem pozabila, kakšen dan sem, ne vem, mogla pol 2 vzeti za nazaj, še kakorkoli, ful ni bilo logično, zakaj bi jih pač jemala, če nisem konsistentna pač pri temu. Tako da sem se pač odločila, da grem stran iz tabletk. Takrat sem v bistvu tudi začela malo več pozornosti posvečati temu, ker so okoli mene ful veliko govorili o tem, da pač ni fajn se filati s hormoni,
In sem se takrat odločila, da bom šla na manj močno hormonsko zaščito oziroma hormonsko zdravilo. Temu se reče NuvaRing. To je en tak mali obroček, gumijast, ki si ga pač vstaviš noter. Ga imaš noter 3 tedne, takrat pač on sprošča neko nizko raven hormonov, ki predvsem delujejo samo na glede pač zaščite pred nosečnostjo. In meni je to ful odgovarjalo, sem rekla super, ne rabim se ukvarjati pol oziroma obremenjevati s tem, da bi mi dodatne hormone v telesu sproščali, rabim samo to za zaščito in to je to. No, in problem je bil, ker ko sem šla jaz dol iz tabletk in šla na ta NuvaRing, je v roku parih mesecev, jaz bom rekla tam do max pol leta, ne vem, 3 mesece do 6 mesecev, tam nekje vmes, so se meni začele pojavljati akne. Jaz takrat nisem vedela, da so to akne, jaz sem enostavno mislila, da so to pač malo bolj agresivni mozoljčki, bi rekla. In valjda, kot vsaka normalna punca oziroma normalen človek, jaz to stiskam, jaz to čistim, jaz to probavam vse živo na svoji koži, od alkoholnih zadev do nekih doma narejenih mask, ki sem jih najdla na internetu, do naročanja zadev, še pa še dragih, da bo ja to šlo stran. Logično ni šlo stran. In prišla sem v bistvu do tega, da sem probala na sebi, kako bi temu rekla, verjetno čez 300-400 evrov pač vrednost izdelkov. Kupovala sem vse živo, vse, kar je pisalo, da je proti aknam, da pač pomaga proti mozoljčkom, bla, 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 bla. Vse sem probala. Itak ni pomagal. Zakaj? Zaradi tega, ker je težava izvirala iz notranjosti in ne v bistvu iz moje nege kože. Moram poudariti, da v tem času nikoli jaz nisem uporabljala neke dnevne kreme, niti sončne kreme oziroma zaščite za obraz. Do tega bomo še mečkam kasneje prišli. V glavnem, če prevrtim malo naprej, kdaj sem se jaz odločila v bistvu, da je pa to, da je pa zdaj to dovolj. V bistvu je bilo tako, da sem, kakor sem že rekla, probala sem vse živo glede nege kože in pač ni bilo nič boljše. Potem so mi vsi svetovali in tudi po forumih in internetu posod je pisali, da se pač take zadeve v tej starosti ponavadi pojavijo zaradi nepravilne prehrane oziroma ker ti ne pašajo določeni prehrambni izdelki. Tako da sem za nekaj časa, zdaj da poudarim, da mi ne bo kdo pometoval, to ni bilo en teden, ampak to je bilo v mesec, 2, 3, ven vrgla na začetku najprej mlečne izdelke, ki pravijo, da pač velikrat povzročajo mozolje oziroma akne, pa sem ven vrgla, ker pač to ni pomagalo, sem to začela nazaj jesti, pa sem pol ven vrgla mastne zadeve, pa ni šlo nič na boljš, pa sem ven vrgla gluten. V glavnem, probavala sem tako po skupincah z določenimi, kako bi rekla, sestavinami, ki naj bi to povzročale, pač sem probala določene izdelke ven vršiti iz prehrane, ampak sem na koncu tako opazila, da pač ni kriva hrana. Torej, če ni kriva hrana in ni kriva nega kože, kaj bi še pa lahko bilo. In jaz sem se takrat obrnila na eno moje ful dobro prijateljico, Ano, in ker ona študira medicino, sem pač rekla, ok, Ana, kaj je še lahko naredim, da mi povej, pač, ja, lahko bi šla do svoje osebne zdravnice, ampak enostavno se mi zdi, da mi pač je Ana oziroma mi bo Ana vedno povedala, tako kaj je, črno na belem, brez olepševanja in plus tega ne rabim čakati, da se naročim pri njej, jaz se sam pokličem, pa je to. Tako da, Ana, če to gledaš, ful ti hvala. V glavnem, jaz sem takrat poklicala Ano in sem pač rekla, kaj naj zdaj naredim. Jaz res več nisem vedela, kaj naj naredim. Dovolj sem imela tega, da sem se počutila grozno v bistvu v svoji koži. Takrat sem se začela ukvarjati z make-upom, z celotno to kozmetično dejavnostjo in se mi pač enostavno ni zdelo primerno, da grem jaz ličati stranke, če sama nimam urejene oziroma lepe kože. Zdaj, to je lahko pač čisto subjektivno mnenje, meni enostavno to veliko pomeni, oziroma mi je to veliko pomenil, do tega bomo še prišli, zakaj sem rekla mi je. V glavnem, Ana je meni rekla, kaj ti je, daj slikiti svojo kožo, pošelj mi slikce in bom jaz to poslala svojemu stricu, ki je dermatolog, pa bo on takoj povedal, kaj je fora. Ok, vidva s Klenom sva takrat bila ta dan, takrat, ko sem jaz z Ano govorila in me ona to rekla, sva bila midva, prav spomnim se, na Šmartinskem jezeru v Parcelju
In meni Klemen slika pač levo lice, desno lice. Ja, da še to, da povem, jaz sem več ali manj imela problematične dele, se pravi po licih. V glavnem, meni Klemen slika lice, jaz pošljam Ani fotke in v roku, kaj bi rekla, pol ure, jaz dobim nazaj klic od Ane in je rekla, veš kaj, mojstrici je rekel, da so to definitivno hormonske akne. In problem pri hormonskih aknah je pa v bistvu ta, da se jih ne da pozdraviti oziroma znebiti drugače, kot pač, da greš na hormonsko terapijo. In ker sem jaz imela takrat dovolj vsega, sem pač rekla, ok, kaj to zdaj zame pomeni, kaj moram narediti. In mi je rekla pač, ne grem do svoje osebne zdravnice in ginekologa in zahtevam dvoje. Se pravi, pri svojem ginekologu sem mogla iti po recept za nove kontracepcijske tabletke. Takrat sem se pač odločila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da se znebim aken na obrazu. Tako da sem šla po nove kontracepcijske tabletke, ki so sicer dosti nizkohormonske, ampak so ene, mislim, da izmed dvojih, ki v bistvu vplivajo na te hormone, ki povzročajo hormonske akne. V glavnem, uporabljam tabletke in moram reči, da se je v roku 3 mesecev od začetka uporabe tabletk stanje začeli izboljševati. Problem pri hormonskih aknah in pri moji koži je pa v bistvu ta, da s tabletkami in pa še z nego kože, ki vam jo bom večkrat kasneje povedala, aktivna akna dosti hitro zgine. Problem je v bistvu ta, ker ostanejo pikice, te rdeče, ta hiperpigmentacija od preteklih aken, ki so pač bile na obrazu in zaradi tega izgleda koža 100-krat hujš, kakor je v resnici. Če takole zdaj naredim, jaz nimam ene aktivne akne, trenutno moram potrkati na obrazu, ampak če bi od blizu pogledali, se vidi pač, da imam dosti teh rdečih pikic še, ki so pač ostale od preteklih aken. Če v bistvu povem zgodbo še o tem, kako sem se počutila, oziroma da vam povem, da v bistvu vse je za nekaj dober, ampak morate to znati sprejeti. Gre za to, da ko sem jaz imela lepo kožo in vse pač enostavno nisem skrbela zanjo, nisem uporabljala kreme, nisem uporabljala kreme z zaščitnim faktorjem, ko sem bila na soncu, nisem uporabljala nekih konkretnih zadev za čiščenje make-upa iz obraza in to je bila velika napaka. Tako da, punce moje, če ste na tej točki, ko ne skrbite za svojo kožo, nima veze, da ste stare 13, 14, 15 ali pa 25 plus oziroma 45 plus, kakorkoli, pri kjerikoli starosti, jaz vam polagam na srce, dajte dobro skrbiti za svojo kožo, ker je pač to v bistvu največji organ, ki ga mi imamo. Tako da je vredno, sploh na obrazu. Jaz sem se v bistvu med tem, ko sem imela hormonske akne, takrat v tistem 2 letih oziroma 3, ali kako bi rekla, ja, mislim, da je 2 leti, slabe 3, sem imela ta nuvarin obroček in v tistem času sem imela v bistvu probleme z aknami. Jaz sem si v bistvu na začetku rekla, da bom pač dala telesu čas, 1 leto recimo, da se spravi k sebi, ker sem vedela, da hormonski dodatki oziroma tabletke v mojem primeru nekako izjalovijo to neko ravnotežje med hormoni v telesu. Sem pač enostavno rekla, ok, bom dala telesu 1 leto, da se nekako uskladi oziroma da pride v to normalno stanje s hormoni. In ker pač ni prišlo, sem se potem odločila iti na to hormonsko terapijo z temi tabletkami, ki jih imam zdaj. Ampak vmes sem se jaz počutila ful grozno na svoji koži, to moram poudariti. Enostavno nisem hotela iti ven iz hiše brez make-upa na obrazu. Moja koža mi je bila grozna. Ful mi je bilo bedno zaradi tega, ker sem se pač hotela z make-upom ukvarjati, ampak vsi vemo, da pač če nimaš idealne kože, ne pride make-up tako lepo, kot če imaš lepo kožo. Tako da v bistvu takrat mi je bilo ful težko. Klemen je bil v bistvu ful me je podpiral, no pač Klemen, moram tle reči, moram res potrkati, je bil ful velika podpora in vsi moji doma tudi. V bistvu mi noben ni dajal slabega občutka glede sebe, sama sebi sem bila v bistvu največji sovražnik, če lahko temu tako rečemo. Valjda je bilo ful neprijetno, ko sem šla recimo ven v trgovino, pa če nisem imela make-upa gor, vsi gledajo vate. Vsi gledajo zaradi tega, ker je problem v temu, jaz sem dosti
svetla, dobro, zdaj mogoče sem dosti temna, ker je pač poletje, ampak čez leto sem dosti svetla, akne sem imela ful živo rdeče skoraj in je pač bil res kontrast koža in pa akna in se jih je takoj videl. No, v glavnem in potem, če mečkam prevrtim naprej, ne vem točno kdaj, kjer trenutek je bil, ampak jaz sem se v enem trenutku enostavno odločila, da se ne bom sekirala več, da ne bom za vsako ceno hodila z make-upom ven. To pomeni tudi, ko sem šla recimo telovaditi, kar je najslabše možno, kar lahko naredite, da švicate z make-upom na obrazu. Ko sem, ne vem, šla v trgovino, ko sem šla v Ljubljano, ne vem, v shopping, karkoli. Jaz sem se enostavno odločila, da pač sem več kakor svoja koža, da pač nimam toliko velikega vpliva na mojo kožo, kakor folk misli, da pač imamo. Spomnim se, da je bil en trenutek, ko sem si enostavno rekla, fuck it, pač taka, kot sem, ne morem zelo kaj veliko pomagati pri temu. Zdaj, če bi bila koža oziroma nepravilnosti na koži povezane s hrano ali pa nego kože, bi bilo to čisto nekaj drugega, ker na to lahko vplivamo, na hormonske akne bolj težko. In sem si enostavno pač rekla, lej, jaz sem veliko več kot svoja koža, veliko več imam svetu za pokazati, kot pač samo te rdeče pike in mozolčke po mojem obrazu. In ko sem jaz spremenila svoj odnos do moje kože, sem opazila, da dejansko folk ful je več opazil tega na moji koži. Oziroma, ko sem šla recimo brez make-upa v trgovino, sem opazila, ker se jaz nisem zmenila toliko za to in sem pač, ne vem, jaz temu rečem, oddajala malo drugačno energijo, kakor prej recimo, ko sem šla z make-upom ven, pa sem se cela tako skrivala, pa joj, da me ne bo kdo videl, kakšno imam kožo. Enostavno folk začne pozabljati na to, oziroma ne opazijo, sploh ne opazijo ali pa ne opazijo mogoče tako hiter, da bi bolj bulali vate. Tako da tle je ta odnos, ki ga imate v bistvu sami do sebe, ful pomemben. Jaz sem ful vesela, da sem prišla do tega spoznanja, zaradi tega, ker, kakor sem že v velikih mojih videih povedala, jaz sem 3/4 časa, če ne celo več, trenutno zdaj, ne vem, zadnji let brez make-upa in me sploh ne gane, če imam aktivne akne, ki se mi še dogaja, da pač dobim mozolčke in tako, če jih nimam, če imam lepo kožo, kakor recimo lahko rečem, da je danes v super stanju, ni mi problem tudi, če koga srečam, pa sem brez make-upa, enostavno pozabim na to, da ga nimam gor, oziroma pač me ne gane več, tako bom rekla. In vam povem, da je to najboljši feeling ever, zaradi tega, ker se zdaj končno počutam v svoji koži tako, kakor mislim, da bi se vsak mogel, samozavestno, pač ne gane me, če ima kdorkoli kakršnokoli pripombo glede tega, zaradi tega, ker sem pač jaz sama pri sebi zadovoljna s tem, kar imam. Vem, da bi lahko bila moja zgodba o koži ful hujša, jaz se zavedam, da imajo določeni ljudje ful bolj močne oziroma še hujše težave z hormonskimi aknami. Jaz moram reči, da hvala Bogu sem imela samo težave z hiperpigmentacijo, ki načeloma z obnavljanjem kože čez čas zgine, oziroma greš lahko na laser, pa ti pol lasersko to odstranijo, medtem, ker če se ti naredijo brazgotine zaradi aken, je to mečken težji odstraniti oziroma malo težji popravljati pol naknadno. Ok, to je v bistvu zgodba za mojo kožo. Jaz upam, da sem vam naslikala neko predstavo o tem, kako in kaj je bilo, kako je trenutno. Moram reči, da v zadnjem letu je moja koža precej izboljšana. Predvsem v zadnjih parih mesecih, bi rekla tam od aprila naprej, recimo, ali pa od sredine aprila naprej, zaradi kozmetičnih izdelkov, ki so namenjeni negi kože oziroma odstranjevanju make-upa in so moji favoriti eni že par let, eni od nedavnega. Jaz upam, da vam je ta video pač nekako pomagal, če se s podobnimi težavami soočate. Prosim, dajte si pač dati vedeti, da niste sami v temu, da je to dost, kako bi rekla, lahko rešljiva zadeva, če sam pustite in date možnost določenim stvarem, pač, da vam pomagajo, oziroma ljudem, da vam pomagajo. Jaz moram reči, da mi je velik preobrat pri tej moji zgodbi naredila Ana, tako da Ana, še enkrat hvala in tvoj stric, vidva sta carja.
Ampak ja, no, to je to. Jaz upam, da ste uživali v tej moji zgodbi. Jaz upam, da vam je cool, da sem naredila tak video. Odločila sem se v bistvu narediti čist, plain, simple video, zato ker zakaj bi recimo delala video o moji koži in vsem tem, o taki temi z make-upom recimo na obrazu, z urejeno frizuro in vse to, če vsi vemo, da pač to čist ni realno, ne? Hvala, da ste bili z mano. Če imate še kakšen predlog, kaj bi lahko v prihodnje posnela, ne vem, kakšen challenge, make-up tutorial, vlogi, karkoli, dajte mi v spodaj v komentarju napisati. Naročite se na moj Instagram account Katja Spanka, zaradi tega, ker tam ful veliko objavljam vsak dan, vsaj na storijih in lahko vidite pač, kaj delam čez dan oziroma kaj se mi dogaja v življenju. Ne pozabite se naročiti na moj kanal tukaj na YouTubeu. Klikajte še zvonček zraven, ki kaže, da boste prvi obveščeni o tem, kdaj bo nov video naložen in se vidimo naslednjič. Čau!